Magneti Ljubljana, danes z nami je doktorica Milena Karajić, vodja strateških projektov pri omenjenem podjetju, kjer svoje raziskovalne izkušnje z področja znanosti o okolju prenaša v industrijo. Recikliranje trajnih magnetov je zaradi geografsko-politične situacije v svetu in seveda želje Evrope po večji avtonomnosti postalo kar eno izmed političnih prioritet Evropske unije, saj so ravno trajni magneti tisti, ki omogočajo zeleni prehod industrije. In ker si evropska industrija želi stabilnega dobavitelja trajnih magnetov, je podjetje Magneti Ljubljana zelo zaželen partner v evropskih projektih. In še ena dobra novica, naša današnja govorka je tudi vključena v pripravo evropskih strateških dokumentov na področju redkih surovin. Zelo veseli smo, da ste z nami. Izvolite. Hvala lepa. Meni je zadovoljstvo, da sem tukaj z vami v Portorožu. Namreč Magneti Ljubljana, kot veste, se nahajamo v Ljubljani in v Magnetih Ljubljana se proizvajajo trajni magneti s tradicijo že 71 let. Podjetje je šlo skozi različne faze, bilo je nekoč del Iskre, potem leta 1992 je samostojno podjetje, ki je sedaj srednje veliko podjetje, okrog 230 zaposlenih in je družinsko podjetje. Nama je recimo COVID dosta negativno vplival na prodaju in takrat se je zmanjšala prodaja sa nekih, rečemo, 17 na 14 milijonov evrov, ampak potem je začelo tudi rasti. Tako da smo res začutili krizo, ko je odpovedala avtomobilska industrija. Zakaj? Ker smo seveda zelo močno vezani za avtomobilsko industrijo. Kot vidite tukaj na tem grafu, drugem, okrog 61% proizvajamo predvsem za avtomobilsko industrijo, trajne magnete. To so magneti za različne elektromotorje, senzore, to so lahko pomožni motorji, recimo tudi za brisalce, za okna na avtomobilu in tako naprej. Tudi so pa lahko tudi zelo pomembni v motorjih, recimo za črpalke v dizelskem avtomobilu in tako naprej. Potem okrog 17% naše prodaje usmerjeno v železniško industrijo. Tukaj se večja potreba za trajnimi magneti in recimo tukaj se tudi lahko zahvalimo recimo EIT Raw Materialsu in COVID-19 razpisu, ki je takrat bil booster call, kjer smo, čeprav nam je padla prodaja, kriza je bila velika, naše podjetje ima izredno veliko konkurenco, predvsem kitajsko in azijski trg, ker oni imajo te kritične surovine in diktirajo monopol borzne cene surovin in seveda tudi cene magnetov. Je nama te recimo razpis omogočil, da smo v kratkom roku prenesli iz laboratorijskog na pilotni nivo proizvodnjo magnetov, kateri potem tudi naš kupec tudi potrdijo. Smo lansko leto tudi naredili prototipe, katere on zdaj v svojem testnem motorju tudi za vlake testira in če bo zdaj to potrjeno in čakamo tender, ker železnice so preko tenderjih in ko bo, upamo, da bo tudi prodaja. To je recimo en primer. Drugače tudi proizvajamo okrog 15% za različne ta stikala električna, recimo en od naših velikih kupcev je francoski proizvajalec tih stikal Schneider in tako naprej. Večinom podjetje še vedno okrog 67% proizvaja aluminijum, nikel, kobalt magnete. Tukaj veste, da je kobalt izredno kritična surovina in naše podjetje je zadnjih 20 let res intenzivno razvilo procese, da vse izmetne magnete recikliramo, tudi žlindru lahko spet ponovno pretopimo, iščemo na trgu tudi celo odpadne magnete, pa jih pretopimo, vse različne kombinacije z litin, da ne bi prav bila ta čisti kobalt, enostavno, kako bi bili čim bolj konkurenčni. Okrog 27% so samari kobalt magneti, tukaj zraven kobalt je zelo kritičen samari, ki Kitajska ima ogromno dominanco in žal trenutne prodaje samo okrog 1,78% so neodi železomagneti, to so trajni magneti, ki so ključni za vetrnice, za e-mobilnost, ker motorji so tudi lahko brez magnetov, ampak potem so veliko večji, težji, veliko bakra imajo, ki tudi ni tako nekritična surovina in draga surovina.
Zato so ti trajni magneti izredno potrebni, ampak zakaj mi nekako te magnete najmanj tržimo, ker tukaj res Kitajska ima največjo dominanco in zdaj skozi vse te razpise, vsa ta partnerstva, skupaj z Evropsko skupnostjo politiki poskušamo priti do trga in dvignuti konkurenčnost. Seveda podjetje se certificiralo, je bilo to eno od prvih podjetij, ki se leta 1992 certificiralo za avtomobilsko industrijo, ker smo takrat Iskra, kot magneti v sklopu Iskre, so predvsem bili dobavitelj vojaški jugoslovanski industriji, potem so po razpadu Jugoslavije se orientirali na avtomobilski trg in je to bilo zelo zahtevno obdobje za magnete, ampak ko so takrat preživeli, verjamemo, da tudi bomo zdaj. In recimo, kaj so magneti, tudi ker se nahajajo v Ljubljani, Slovenija je izredno okoljska dežela, smo mogli tudi razviti zelo intenzivno vse mogoče ekološke procese, da so procesi čim bolj okolju prijazni, in smo recimo naredili zaprti sistem za tehnološke vode, mi naše tehnološke vode zbiramo, ne izpuščamo kanalizacijo, jih vakuumski uparimo in taj destilat spet ponovno uporabimo, koncentrat, zdaj so celo raziskave, kako bi iz njega tudi ekstrahirali določene kovine. Lansko leto je lastnik investiral v solarne panele, to je zaenkrat 10% naše potrebe po elektriki. To leto je prav, mi se zdi včeraj, prejšnji teden podpisano tudi investicija, da bomo šli v širjenje teh kapacitet. In seveda za odpadki, glede odpadkov, izredno imamo tu pozornost, ves naš izmet je nama tudi ponovno vhodna surovina. Zdaj intenzivno, ker so kupci zelo zainteresirani tudi za to krožno gospodarstvo, se z njimi izredno povezujemo in to vidimo kot našo eno od prednosti. In lahko rečemo, da vsi ti razvojno-raziskovalni projekti, v katerim so Magneti Ljubljana zelo aktivni, so pomogli in omogočili, da smo razvili te procese, že zdaj imamo že pripravljeno tehnologijo, da lahko recimo kupujemo odpadne magnete namesto čistih surovin. Ampak žal na magnetne lastnosti zelo vplivajo ogljik pa kisik, ne moremo 100% jih čisto zamenjati, da iz dobrih naredimo še boljše, so še vedno potrebne določene čiste surovine in zdaj smo recimo zahvaljujoči vsem tim partnerstvima in konferencama in razpisima recimo prišli v stik s enim startupom iz Amerike, ki je razvil tehnologijo, da iz jalovine pri pridobivanju boksita, železove rude in tako naprej so določeni odpadki in oni so patentirali en postopek, vem, da tudi EIT Raw Materials tudi podobne projekte podpira finančno in so začeli pridobivati iz tih odpadov redke zemlje, ki jih mi smo zdaj naročili in bomo delali prve magnete. Tako da tudi tisti, ki bodo čiste surovine, bomo gledali, da so tudi narejeni iz odpadkov, ker to vidimo kot našo največjo dodano vrednost. To, da smo v Evropi kot lokacijo, to moram reči, da COVID-19 je res prinesel krizo, ampak po drugi strani so se kupci tudi zavedali, da ni dobro, da 100% ali 95% so odvisni od ene države in kot se je zgodilo s polprevodniki, se zelo lahko zgodi tudi z magneti. Zakaj? Zato, ker v benzinskem in dizelskem avtu je samo 200 gramov trajnih magnetov, v električnem 1,2 kilograma. In so predvidevanja in statistiki kažejo, da s porastom električnih avtomobilov, ki jih bo tudi potrebovala Kitajska in azijski trg, vse te surovine, ki so zdaj možne na Kitajskem, bodo zadoščale samo za Azijo, da Evropa lahko bo dlje časa čakala in seveda cene lahko bodo skakale v nebo. In zato se zdaj veliko dela na tej neodvisnosti na področju surovin. Mi tukaj zelo veliko sodelujemo tudi z Geološkim zavodom Republike Slovenije, z Inštitutom Jožef Štefanom, z univerzami v Evropi, pa tudi na Balkanu, in poskušamo se res s vsem tim sredstvi, ki so zdaj na voljo s financiranjima, da najdemo eno pot in da se res, da smo lahko neodvisni in da nas tudi politiki s svojimi odločitvami podprejo k dvigu naše konkurenčnosti.
Dobro, tu je ena slikica čisto tako za magnetov, a ne magneti, to so vsi magnetni materiali, ki obstajajo in magneti proizvajajo aluminij, nikel, kobalt, samarijev kobalt in neodij železo bor magneti, to tako izgledajo ti naši produkti. To so pa naši največji kupci in seveda zelo veliko delamo, da bi jih imeli še več. In si res, mi vidimo, da ta kriza in vse to, kaj se zdaj dogaja, to evropska politika, te Green Deala, ne, da si želi po eni strani COVID je prinesel to, da si evropski kupci želijo res vsaj 3 dobavitelje, da je vsaj eden v Evropi kot priložnost, sicer niso še vedno pripravljeni plačati tu ceno, če je v Evropi narejeno. Tukaj je še vedno problem, tukaj rabimo podporu nekih političnih ukrepov. Drugo pa je, da se res vse več je povpraševanj o ogljičnem odtisu, koliko vaš pri proizvodnji tega magneta, koliko je emisij ogljičnega dioksida na kilogram in tako naprej. Tako da je to zdaj vse bolj pomembno, tudi lokacija, transportni stroški, veste, niso veliki, ampak da smo bližje manjši ogljični odtis in tako naprej. In lahko rečemo, da sodelovanje magnetov v evropskih razpisih in slovenskih razvojno-raziskovalnih je že desetletja in to so recimo eni od prejšnjih razpisov, ki so večinoma bili vezani na uporabo odpadnih magnetov namesto čistih surovin. In recimo tukaj, če vidite čisto spodaj EIT Raw Materials, ki je sofinanciral Toward Global Rare Earths Industry Association, so magneti tukaj tudi sodelovali kot partner v projektu in potem iz tega res nastala ena velika asociacija, skupnost za redke zemlje, ki veliko nam pomaga tudi na vplivu na evropske direktive, na komunikacijo, iskanje alternativnih dobaviteljev, kupcev in tako naprej. Tudi magneti so v preteklosti recimo imeli en dober razpis, ki je sofinancirala Slovenska vojska in tukaj so recimo bile razvite v magnetih zlitine za shranjevanje vodika, ki zdaj tudi čakajo en novi razpis ali neko potencijalno kupca, ki zaenkrat vidimo v tem tudi neko perspektivo. Zdaj, recimo nedavno, teh projektov je zelo veliko, moram reči, da ker smo eni od res redkih proizvajalcev, ki še sploh v Evropi proizvajamo trajne magnete, zaenkrat nas je samo 3. In ko je kriza, lahko da tudi kakšen še zapre proizvodnjo, ker je res težko v Evropi, če nimaš kritičnih surovin, če imaš tako drago elektriko, dobro, hvala Bogu, zdaj malo cenejša, ne, pa ni enostavno na trgu preživeti. Ampak, evo, preživeli smo, razpisov je bilo veliko in je še vedno. In smo kroz to, kot sem povedala, predvsem razvili ali nove magnete z višjimi lastnosti, ali razvili določene krožne procese, ali recimo na zadnje en od projektov, ki je bil financiran od Ministrstva za gospodarstvo, 3D tiskani magneti in smo recimo naredili filament, ki smo tudi lansko leto patentirali. In s tem recimo filamentom tudi tržimo in nudimo na trgu. Zdaj recimo en veliki razpis, ki se zdaj zaključuje, mislim, je ta SUSMAK Pro, ki je zaradi COVID-a podaljšan, je z 19 evropskih partnerjih in je to dejansko na reciklaži teh neodij železo bor magnetov. In v magnetih imamo zdaj pilotno linijo, lahko naredimo 20 ton sinternih neodij železo bor s uporabo odpadnih magnetov. Tudi low rare earth motors, magneti bez redkih zemlj oziroma z manj. To je ta krožna, ta projekt SUSMAK Pro, ki mi dejansko od zbiralcev so projektu partneri, ki razvijajo robote, ki bi delali disampling iz različnih motorjev, tih odpadnih magnetov do nas različnih proizvajalcev, ki jih lahko proizvajamo. Recimo tukaj sem izpostavila še nekaj, recimo tekoče projekte, recimo Discovery, to imamo in Reko Tomago, oba sta financirala od EIT Raw Materials. Recimo, moram reči, da recimo pri EIT Raw Materials nam je Geološki zavod zelo pomagal, da sploh razumemo to skupnost in te razpise, ampak
je uspelo, a ne, in recimo v tem Discovery razvijamo z grškim partnerjem. Oni v Grčiji postavljajo pilotno linijo, kjer bodo iz različnih brusnih blat, odpadnih magnetov, tudi s patentirano tehnologijo iz univerze na Danskem naredili pilotno linijo, da pridobivajo redke zemlje. Mi pa iz njih bomo magnete. Reko Tumag imamo skupaj z Jožef Štefanom in Geološkim zavodom, kjer dejansko razvijamo še višje lastnosti neodij železobor, ki so potrebne za e-mobilnost. In to je recimo taj Discovery, ki vidite na koncu, je tudi v partnerstvu in veliko v tih Horizon tudi razpisih je tudi naš potencijalni končni kupec. Recimo tukaj CRF, to je Chrysler Renault Fiat, a ne? In recimo ti magneti, ki jih mi bomo naredili, jih bodo na tem inštitutu CRF-a testirali v njihovih vozilih, a ne? Tako da mi tudi iz tih razpisov smo veliko v stiku s potencijalnimi kupci, tudi recimo prvi ugljični odtisk so prav bili narejeni LCA analize iz tih sofinanciranih razpisov in to nam daje zraven tega, da so recimo financirani stroški dela raziskovalcev okrog 70%, so tudi te dodatni benefiti. Eni, kot sem povedala, to povezovanje s potencijalnimi kupci, skupnostmi in ta dodatni razvoj, ki nam tudi inštituti delajo bolj inovativno in tako naprej. Zdaj, edino, kaj recimo bi lahko omenila, kaj se mi zelo pogrešamo, recimo iz tih razpisov, večino je samo sofinancirana amortizacija opreme. To pomeni, če je 70% sofinanciran razpis, je 70% recimo stroški dela raziskovalca, 70% amortizacije in toliko procentov, koliko uporabljaš to opremo na projektu. In to, kot ti preračunaš, ni toliko veliko, koliko je nabavna cena neke opreme in bi se mi želeli, da bi ti razpisi bilo bolj več tudi od opreme. Ker veliko, ko smo tako kritični, bi nam veliko pomagalo, ker je zelo draga oprema, če bi bila tudi ona več procentov sofinancirana. Ker ko je razvojna, ti ne veš, ali boš res tu opremo pol uporabljal ali ne boš in je, a dosti stane. Tukaj so pa še dva razpisa, tudi na področju recikliranja neodij železobor magnetov, so različne, recimo, pa so različne tehnologije, lahko so metal injection molding, lahko je klasično sintranje in tako naprej. Mi potem, recimo tukaj sem predstavila, recimo, koliko projektov smo imeli v letu 2022, 7 projektov in recimo v tem letu pa imamo, evo vidite tukaj, ti, ki so ongoing, znači 7 projektov, en od njih je Gremo E-Motion, ki zahvaljujući gospod Tanji Mohorič smo tudi v tem projektu, kjer tudi vidimo kot veliko priložnost predvsem za povezovanje s slovenskimi proizvajalci motorjev, ker kljub temu, da smo v Sloveniji težko pridemo do kupcev zaradi cene. In še bi na koncu zaključila s tem, da zahvaljujući, kot sem povedala, vsem tim razpisom in povezovanjem, smo v veliko različnih tih združenjih in med ostalim sodelujemo tudi pri, recimo smo sodelovali pri European Raw Material Alliance, akciji, ki so jo naredili, pri pisanju Critical Raw Material akta, Net Zero Industry in to se vidimo kot eno priložnost, da lahko tudi damo konkretne nasvete, veliko nas vabijo, da kar povemo, kaj rabimo, da bi dvignili in konkurenčnosti. Tudi bi se zahvalila tudi gospodom iz ministrstva, tudi ker nas res včasih ali iz tih združenj kar poprašajo in to nama daje veliko pač možnost, da povemo res, kaj rabimo. Zdaj, ali do tega pride malo včasih dolga pot, ampak evo, so neki, se zgodi. Tako da svetujem, da se res udeležite. Najlepša hvala. Ja.